Še enkrat lepo pozdravljeni. Z nami je Vesna Milek. Vesna Milek poznate jo najbrž, pisateljica, publicistka, novinarka, dela intervjuje z umetniki, berete v Delu. Zadnja knjiga, ki jo napisala, je Kavaca, prvoosebna izpoved igralca Borisa Kavace, Priporočam za branje. Najbrž ste že slišali. Sicer pa je Vesna Milek pogosto tudi vodi pogovore z umetniki, kot so Urevišči pa taki. Samo enkrat. Ja, no, ampak vendar. Ampak danes je naša gostja zaradi vsega tega, seveda, kar sem ravno tako povedala, predvsem pa tudi zato, ker je zelo lepo pisala tako z ljubeznijo o Parizu, pa tudi eno dobro jutro na prvi strani Dela, mislim, v tem filmu enkrat, ne, Dani, saj zdi se mi. No, in takrat ste nostalgijo kot vsebino tega filma, no. Pa bi mogoče s tem začeli, s to nostalgijo. Ja, najprej lep dober dan, ne, sem že hotela reči dober večer. Hvala za čudovit uvod, ki si ga ne zaslužim čisto, no, hvala. V glavnem, nostalgija je, mislim, da je to moja najpogostejša bolezen in tudi med svojimi kolegi veljam za nepopravljivega nostalgika. Včasih je celo blasfemično reči, da si nostalgik, še celo hujše kot jugonostalgik. Ampak se mi zdi, da ni človeka, no, ki ne bi imel tega občutka, ki se mu porodi z vonjem. Tukaj se mi zdi, da sem v tem dobro jutro napisala, da je nostalgija beseda, ki ima največ različnih vonjev. In nostalgija je, se mi zdi, povezana z vonjem, ne? Ker ti mogoče von tega lipovega čaja prikliče v spomin neki, kot ti von francoskega roglička, ki ga kupiš za vogalom, tukaj v centru Ljubljane, prikliče spomin na rogliček v Parizu, ali pa von po nekem parfumu te prestavi celo v nek drug čas, ki ga nikoli nisi doživel, ne. Tudi knjige mi dišijo, film Woody Allena mi pravzaprav diši, ne. In se mi zdi, da je to tista vrsta film, ki bi ga jaz sama želela posneti, ne, če bi imela pač znanje, moč, talent. In zato mi ni čisto všeč, kako se je tega lotil pravzaprav. Ker meni je Pariz premični praznik, tako kot je rekel Hemingway, in hkrati časovni stroj, ne. In očitno to ni samo moja asociacija na Pariz, verjetno vsi, ki ste danes tukaj, ste tudi to začutili, ali pa vsi, ki ste bili kdaj v Parizu. In očitno tudi Woody Allen, ne, je začutil Pariz kot neke vrste časovni stroj, ne. Očitno nas ravno pri tem mestu vznemirja to, da se lahko v njem predstavljaš v času, ne. Hodiš po ulici Rue du Temple in lahko vstopiš v čas Templarjev ali pa v čas treh mušketirjev oziroma Ludvika 14. Skratka, da ne gremo zdaj v to smer, ampak vprašanje je bilo nostalgija. Obupno nostalgično sem, no. To je vse, kar lahko rečem. Ja, ste rekli, da vam ni čisto všeč, kako se Woody Allen tega lotil. No, to je zdaj pregrobo rečeno, ker jaz sem ta film 3-krat gledala. Zdaj z vami ga nisem še enkrat. Se pravi, ne, preveč je moj, da bi mu oprostila določene neke povržnosti, recimo. Te ljubkosti, te naivnosti, ne. Ampak za nekoga, ki je prišel iz New Yorka, ne, posnet svojo fantazijo, se je Woody Allen zadnje čase snema sem še svoje fantazije, pa ne bo to ljubezenski trikotnik, ali pa Rim, ali pa Pariz, ne. Je to pač film, no, mislim, jaz ne vem, po mojem ujel nek arhetip, ki ga nosimo vsi, no, zato smo tudi danes tukaj, jaz ne vem, kako ste vi to doživeli, ne. Ja, hotela sem samo reči, da je postal zelo evropski režiser, ne? Ja. Ja, a ste gledali zadnji film, aj zadnji, pri njemu je že treba pomisliti, Rim, ja, Rim z ljubeznijo. Naj mogoče kdo videl. Sam je najboljši.
Ta je boljši, seveda, ker v Rimu... Pa tudi Viki Kristina Barcelona je boljša. No, bi se strinjala, Ja. Čeprav tisti, ki pa ga čisto od začetka spremlja, prav fani Woody Allena, so pa rekli, da je že z Match Pointom, se pravi, ko je, mislim, da ga je posnel v Londonu, da je že takrat skrenil iz svoje poti. Ja, pa on je bil tudi boljši. Se mi zdi, da je prav Rim od teh najslabši. Pa ne bi rekla nolik. To je težko reči, najbolj je bizarno. Najbolj je v bistvu poskus Woody Allena iz začetka njegove kariere, bi jaz rekla, zelo bizarno. Rim, mislim, zdaj je v bistvu naivno govoriti o Parizu kot o časovnem stroju. Ljubljana je časovni stroj, če hočeš. Vse je lahko časovni stroj. Sploh pa filmi, ne. Rim, sploh, ne. Ampak se mi zdi, da je v določenem obdobju, da so vsi, ne, o katerih se učimo, ki nas navdihujemo ali pa beremo, da so vsi gravitirali v ta Pariz. Pa ne bodo to 60. leta prejšnjega stoletja, pa ne bodo to 30. leta, pa ne bo to romantika ali pa čas dekadence. Mislim, zakaj ravno Pariz, ne? Mogoče je to celo zgubil, pa hodimo zdaj pravzaprav gledati ga kot eno zgodovinsko kuliso, ampak še vedno je nepojmljiv občutek, ko se usedeš v Café de Flore, pa imaš občutek, da sediš tam s Simone de Beauvoir, pa Sartrom, ne. Jaz tako doživljam svoje Parize, ne, ko grem. Mislim, da Pariz v vseh mest ima najbolj to. In gotovo, če je Rim slabši, kot pravda, od Pariza, je gotovo to zaradi njegovega odnosa do Pariza, ker je Woody Allen tako zelo povezan s Parizom, namreč s tem, kar Pariz nosi ravno v teh 20 letih. Ne, s tem. Pri tem filmu je ogromno znanja, ne, za scenarijem, pod scenarijem, v spodnjih plaseh scenarija, ki je mimogrede dobil tudi Oskarja za najboljši scenarij. Mimogrede, ja. Mimogrede, ja. To je tudi dobro povedati. Ampak je tolikega znanja, naprimer, ta ambient pri Gertrude Stein, ne, je tako ponarejen, ne, recimo tisti portret nad delovno mizo od Gertrude Stein, je Cezanov, ne, seveda Cezanova žena, je na portretu, ampak ta portret je tudi na Gertrude Stein in na njen pogled na umetnost zelo vplival. Pa prvi stavki, ki jih recimo ona izgovori, so recimo njen, kako bi rekla, pogled na umetnost, ne. Tako da ogromno enega tega znanja, čeprav je ta film nekako zelo skonstruiran, ne. To se mi pa zdi zelo umetno skonstruiran, ne, da se ti zdi, ampak ravno zaradi teh prehodov iz enega časa v drug čas je to v bistvu, se mi zdi, njegova prednost. Ja, jaz zdaj nisem v prednosti, ker pač nisem prišla iz teme kinodvorane, tako kot vi vsi, ne. In se zdaj ne spomnim čisto natančnih občutkov, ne. Jasno, da mi je ostal moto filma, ki je v bistvu krut, ne, da si vedno želiš biti v tistem času, ne, v katerem nisi. Ne. Verjetno bi tale Marion Cotillard oziroma Modiglianova muza, ko bi nekaj časa ostala v Belle Époque, bi verjetno hodila v Firence, ne, v čas renesanse. Ne. In ko bi dovolj časa ostala v Firencah, ne, bi verjetno hodila, ne vem, kam bi šli. Ja, bi šla v stari Rim, v staro Grčijo, recimo. Ja, sej, kaj pa smo mi, ne? Sej mi smo tisto, kar smo doživeli, pa kar smo prebrali, pa kar smo videli, pa kjer smo bili, to vse smo in mislim, da amnezija, ja, to tisto, kar smo pozabili, ne, se nekje, ne, v naši podzavesti nekako imeli. In zanikovanje, ne, preteklosti je pravzaprav, ta amnezija je ena bolezen, ne, je v bistvu je škoda, ne, da zanikujemo to, kar smo. Mene osebno je ravno v bistvu zaradi tistih prvih obiskov v Pariz, to je bilo mogoče že pred 15 ali pa še več leti. Ravno v tem mestu me je začelo zanimati, kaj pravzaprav je to čas, kaj je to, kakšna je ta kategorija časa v resnici. Zato, ker res v določeni kavarni, ne, jasno s tem, da sem prebrala o tej kavarni, kdo vse je tja zahajal, ali pa točno na določenem prostoru sem začela doživljati neke
kot da bi bili neki deja-vu, ne. Ali pa sem zašla v hotel, za katerega so mi potem rekli, da je to v bistvu nekdanje bivališče Jacques de Moleja, to je bil veliki templjarski mojster, ki ga je potem Filip Lepi dal kot žrtveno jagnje, takrat, ko so začeli ta pregon templarjev, ne, z mučenjem silnikov, priznanje in tako naprej. Skratka, kamorkoli sem stopila, ne, je bila ena zgodba iz zgodovine, ki se je mene osebno dotikala. Ne. Očitno se me vse zgodbe iz Pariza, zgodovine Pariza osebno dotikajo. In takrat sem začela to malo raziskovati, ne, ta čas. In ravno zadnjič sem spet govorila z doktorjem fizike, ki je prišel iz Rusije, bom tudi intervju verjetno naredila za sobotno prilogo, ki je še enkrat potrdil to, kar fiziki raziskujejo in nekako že je jasno, ampak jaz si ne upam zdaj to tako trditi, da v bistvu časa ni, ne, da poznamo linearni čas, čas, ki ga je v bistvu Cezar, ne, naj bi ga prevzel od Kleopatre, v bistvu merimo čas po Kleopatrinem času, medtem ko pa se Zemlja še vedno spreminja in vrti in v bistvu je ta čas umeten. Ne. Pogovarjala se bo v 1 uro, ampak to bo lahko mogoče najdaljša ura v mojem življenju, ne, če bom imela tremo, lahko bo najkrajša. Ne, če nekoga čakaš 5 minut, ne, je to zelo dolgih 5 minut, če te nekdo muči 5 minut, so to res najdaljše minute, ne, v tvojem življenju, v tem smislu. In je rekel, da preteklost, prihodnost in sedanjost obstajajo hkrati. Seveda to z našimi možgani je skoraj nemogoče dojeti, ne, ampak vse te občutki, ne, ki jih dobimo, kadar beremo knjigo, ki govori o drugem času, ali pa ko se sprehodimo po tako navdihujočem mestu, kot je Pariz, verjetno nam govorijo nekaj o tem, da se včasih nam neke reže odprejo, ne, in da začutimo, da je res vse hkrati, ne, da to nosimo v sebi, ali pa ne vem, v DNK, v tistem neraziskanem delcu DNK. Mislim, to so take skrivnostne stvari v bistvu in mislim, da je Woody Allen tudi to sprožil, ne, v nas. In ker je zato, ker je Pariz to sprožil v njem, ne. Ali sem zdaj mogoče preveč zašla? Najlepši tekst v tem času, tako kot v njem dopoveduje, kako čas traja, pa mineva, pa tako, je en tekst proti koncu Čarobne gore. Od Mana, ja. Ampak se ga ne bi zdaj spomnila. No, ampak mogoče, če se tega fizika, če preberete, je zelo lep tekst. A bi kdo k temu delu zdaj kaj dodal? Mislim, svoje občutanje tega. Če ne, bi vas jaz še enkrat upozorila na tisto, ker sem že pred filmom rekla, da se mi zdi nad vse pomemben ta začetek filma s temi posnetki, s temi razglednicami, pa Sidney Bechet zraven igra, tisti klarinet krasen. In namreč mislim, da Woody Allen tle snema Pariz kot bi naravo snemal. Torej, kot nekaj, kar ima svojo neko notranjo logiko, v katero on ne posega. In mislim, da je to ta trik, da nas tako potegne v film. Seveda v kombinaciji s to glasbo. To tako se mi je zdelo, no. Ja, lepo ste to rekli. Jaz sem pa bolj videla, da snema klišejski Pariz, ne? Ja. Ampak ti lahko posnameš katerikoli košček Pariza in je to klišej, ne? Ker povsod so te čudoviti oboki, barčki, boulangeries, vse to, ne, restauracije. Mislim, da je pod rekami enkrat rekel, da je Pariz mesto, ki ima najlepši dekolte. Zaradi teh balkončkov. Sej to je bil tudi en očitek veliko ljudi, namreč, ko sem šla jaz iz kina prvič, ko sem ga gledala, smo šli skupaj, smo se srečali slučajno z enim pisateljem in njegovo ženo in vsi smo bili tako tisto zadovoljstvo na obrazu, ne, tako en tak občutek in Emil Filičič je rekel, smo bili v filmu, ne, namreč mi smo bili v filmu, ne, in to se mi zdi ena taka dobra oznaka, medtem ko nekateri drugi govorijo o klišejih, pa jim manjka ta Woody Allen nevrotični in
zmeden junak njegovih. No, si je dobrega naslednika. Vse dobrega naslednika, ja. Dobrega, no, ampak vendar je malo drugačen ta film. Kaj pa vi imate nekaj, kar vam je zelo zavidam, ne? Da ste romanistka, pa francistka, ne? To pa po moje je sprehod po Parizu čisto drugačen. Jaz sicer znam ravno toliko besed, da lahko zdaj, ko ste me že izvali, naročim kozarec vina, noazet, kavico, ne, tako. Zdaj, ko ste me izvali, bom povedala nekaj, kar drugačne ne, da sem tudi Ionesca v Parizu spoznala in bila celo v njegovem stanovanju. Si morate misliti. Ne. Ja, to pa je zdaj veliko bolj nosorogi. So tudi še potem nastopali. Ja, šli smo, to je bilo profesionalno, seveda šli smo, ko je slovenska televizija začela uvajati barve, se niso mogli odločiti za tehnični, kateri sistem bojo francoski pal, ali francoski sekam ali ameriški pal. In ena skupina nas je šla v Pariz delati enotedenski program. Jaz ne vem, kako nam je to uspelo, ker smo v 10 dneh naredili enotedenski program. In Bogdan Pogačnik, ki je bil duša in srce tega, vaš novinarski kolega, že pokojni, ki je bil tudi zelo zaljubljen v Pariz in je bil kasneje tudi dopisnik, je v enem tednu zbobnal v tisti studio Amaris, od Ionesca do Zatkina, do ustanoviteljice, do ne vem koga, vse sem takrat spoznala, Friedlanderja. Ampak pri Ionescu... Kaj se vam je zgodilo pri Ionescu? Kaj ste si zapomnili? Kaj vam je rekel? Pri Ionescu me je fasciniralo to, ker on je bil na Boulevard Saint-Germain, tam vam pristigovarne, in v enem tretjem ali četrtem nadstropju, v enem skrajno meščansko... Prav na Boulevard, pa kje je zdravil? Zraven doma. Aha. Zelo blizu. In je me presenetilo to, ker sem takrat že malo poznala njegove drame in jaz sem mislila, da bom prišla v eno super nadrealistično sceno, seveda pazila sem eno skrajno meščansko francosko stanovanje do konca z eno ljubeznivo soprogo, zelo francosko spet in tako da to me je fascinirala. Sem bila zelo mlada in sem si predstavljala, da gre en avantgard, tak abstraktni pisatelj, da gre to vse skupaj, da skratka ne živi čisto eno meščansko, skrajno urejeno življenje. In po snemanju, ki je šel v studio, smo šli pa skupaj na obisk. Tako da je izkušnja, da čeprav zdaj pomislim, raje živim v tem času. Jaz pa nisem prepričana. Zelo ne zdaj. Preveč o sebi danes govorila, da vem, kako je do tega prišlo. To sem jaz, to jaz tako delujem. Zelo dragocen das, če bi bila obrnjena sedeža. Ne, to je zato, ker sem se jaz sedla na ta sedež, na katerega ste se vi hodili. Ta sedež določa, da ta, ki na tem sedežu raje sprašuje. No, jaz se ne morem preveč pohvaliti z srečanji pariškimi. Mogoče bo kakšen od teh ljudi kdaj klasik, ne verjamem. Tam sem se srečala z Frederikom Begvedejem, ne vem, če ste ga prebrali, 99 frankov, pa potem je naredil Windows on the World, pa to ni slaba knjiga, za katero je dobil kar resno nagrado, ampak mislim, da to ni primerljivo. Patrice Chéreau, operni in filmski režiser s kraljico Margot, nas je najbolj deloval na širše kinoobčinstvo. Ampak jaz v bistvu v Parizu, ravno te kavarne, ki jih je posnel tudi Woody Allen, zdaj se spet točno spomnim, katera konkretno je zdaj v filmu, tudi če sem ga dvakrat gledala. Mislim, da je Indamago ali je Café de Flor.
Ker to sta dve kavarnici, ne, se verjetno veste, ko sta ravno tako na Boulevard. Pokaže, ne, Café de Flor. To sta med dve kavarni, ko nišče ne ve zakaj, ne, sta bile kar tako več kot 100 let skozi zbirališče teh velikih umov, ki so bili Francozi ali pa so prišli od nekod. Ne, se so vsi prišli od nekod. Se je tam Irec Oscar Wilde je umrl zelo otožno in osamljeno, ne, v družbi svojih tapet v tistem Le Hotel, ne. Ravno tako v bližini je hodil, v bližini teh dveh barov je hodil v Café de Flor na jutranje kavice. Pa Joyce, tako vemo, ne, da je bil tudi Pariz en kos njegov, ampak mogoče ne tako kot Trst. Meni je recimo to tudi zanimivo, ne, da oba bara sta bila v določenem trenutku, da sta ves čas tekmovala, ne, med sabo. Recimo De Mago, tam so svojo deklaracijo podpisali surrealisti, ne, tam je Picasso spoznal Doro Maar, ne, ko je tisti znameniti prizor, ne, ko je verjetno z rokavičko se igrala to igro, sploh ne, kako se temu reče, z nožem, ne, ko greš tako med prsti. Kako se temu reče? No, v glavnem, to igro verjetno zafascinira nekoga, pa verjetno zvelika absinta v sebi. In potem je dosegla svoj namen, ne, Minotaur se je zelo zafasciniral z Doro Maar in seveda te njene rokavičke menda razstavil, ne, okrvavljene rokavičke razstavil v stanovanju. Potem tukaj so se dobivali Dali, pa Gala, pa Picasso še, ko je bil na nek način njegov mentor in Picassova ta Rusinja Olga, ne, in so ugotovili vsi štirje, da ima ta Dali in Picasso neko znamenje na ušesu, podobno, in to je bil zdaj znak mistične povezanosti. Dali je šel potem v svojo smer, ne. Tako, in tega, ne, recimo, v De Mago več ne najdeš. Ta kavarna je samo še spomenik. Medtem, ko pa sosedna kavarna, ne, Café de Flor, pa še vedno živi, ne. Sicer je tam tudi veliko ameriških turistov, ki bi radi ujeli podobno, kar hoče Woody Allen, ali pa podobno, kar hočem jaz, ne. Se pravi, duhove, ne, te, ne vem, Jacques Prévertja, pa ne, tega, kar se je pač takrat v preteklosti dogajalo, ampak so pa tudi sodobni pisatelji, ne, zahajajo tam in tam se podeljuje tudi nagrada, ne, De Flor, ki jo je dobil prvi, jo je dobil Michel Houellebecq. Tako da, to me je vedno zanima, zakaj določeno mesto, ne, ohrani ta potencial oziroma ta magnetizem, da še naprej privablja, ne, umetnike in še naprej živi določena kavarna pa malo ovene. Ja, to so ti vzponi in padci in spremembe, ne, vse to se nenehno dogaja. Ali pa kako to kroži, ne, dogajanje, ki se je začelo mogoče recimo na Montmartru, pa Josephine Baker, pa Le Chat Noir. In potem je nenadoma, ko so se začeli umetniki zbirati na Montmartru, to postalo predrago in ko je Picasso prišel v Pariz, je bil Montmartre zanj predrag in je šel zato precej stran, ne, si predstavljate, takrat je bilo pa to še večja razdalja na Montparnasse in potem je Montparnasse cvetel in postal, ne, kultna stvar, ne, vsa izgubljena generacija, ne, se zbira tam. Se verjetno tukaj v filmu se tam srečajo, ne, Hemingway pa... Mislim, da se ta termin izgubljena generacija... Lakopolja, no. Mislim, da se ta izgubljena generacija, ta termin, da se v tem filmu začuda ne pojavi, čeprav se je v teh krogih ne nastal, pa je, se ne vem, če že ne malo dolgočasen, ampak je nastal ta termin tako, da je mehanik, ki je popravljal avtomobil Gertrude Stein, je imel enega slabega vajenca in tisti vajenc ni dobro popravil avto in mehanik je zavpil, to je la génération perdue. Skratka, je pa seveda, tisti vajenc ne boš iz prve svetovne vojne prišel, tako ne, se je to ta generacija, ki je prva svetovna vojna tako zelo zaznamovala. Za tale scenarij, oziroma kako so ti liki postavljeni, se mi zdi zelo lušen, tudi značilen ta dialog tam v tistem parku rodenega muzeja, ne, ko se prepira ta Paul pa Gil,
pa vodička, no, mislim, z avtoriteto pa poseže, ne, a je bila Camille ljubica, ali je bila Rose ljubica. In to je tako ena taka... Rose je bila tudi ljubica, do smrti, pred smrtjo je poročena. Seveda. A to je tudi v filmu, ne? Ja. Ampak Camille je skratka tako značilno, ne, za tega Američana, nadutega, ne, tega profesorja, je tako značilno to ustrajanje in ta vsevednost. Ravno eni točki, ki jo pa vsi Evropejci oziroma vsi Parižani pa res obvladajo, ne, ravno dobro vejo, ne, ker je bila taka, pravzaprav se je to še kratek čas, ker je to tako zelo znano, ne, ko je prišlo v javnost ta zgodba o Camille Claudel, pa ta nesreča, ne, ki je družina vtaknila v norišnico, ne, pravzaprav. Pa tudi ta nesreča, da je toliko časa tam živela in morala spremljati uspehe svojega pri tem, da je bila res krasna kiparka. V Louvru so njene roke predstavljene. Saj jaz sem enkrat tako malo raziskovala, ampak zakaj pa naši možgani so tako kruti, da potem vsa ta imena pozabiš, zamešaš časove, vse z mojimi se to zgodilo. In sem raziskovala to življenje mus in spet je bila večina teh kultnih mus, ne, v Parizu, ne, tudi če niso bile Parižanke, ne, Gala, ne, pa ta Camille Claudel, pa Dora Maar, mislim, da ne naštevam zdaj tudi Modiglianjevih, vse so nesrečno končale, razen Gala, ne. Ona je, ja moram reči, da mi ni taki preveč simpatičen, ampak vedno, ko imamo kakšen predsodek, je to zato, ker pač ga ne poznamo dovolj in njegov nisem na nek način hotela globlje raziskovati, ne vem zakaj. Se mi zdi tak neka vampirska ženska, res. Ja, verjetno je bila res, ja. Tiste, ko pa niso bile, so pa končale ali noseča z skokom skozi okno Modiglianjeva, ali Dora Maar v norišnici, čeprav je bil Picasso še tako prijazen, da je uredil srečanje s Freudom, ampak ni pomagalo. Po Picassu samo še Bog, ali pa Camille Claudel, ki je pa umrla res sovraštvo do svojega ljubimca, ne? In konec koncev. Ja se pravijo, da je bila bolj talentirana od njega. Ja, se pravim, ja. Pravijo, da je bila bolj, ja, sam to je ni nič takrat pomagalo več, ne? Mora biti pa grozno, da to veš, ne, da si ta genij, da se tega zavedaš in trohniš tam, ne, v psihiatrični, mislim, tistih redkih trenutkih, ko se zavedaš, ne, glede na to, kakšne so bile takrat metode zdravljenja, si ne predstavljam, kako je bilo. Čas je bil moški bolj naklonjen kot ženska. Tako, Dora Maar je, po enih teorijah naj bi Picasso ravno tako kopiral Doro Maar, ne, se je bila tudi slikarka, ampak tega ne bomo nikoli zares vedeli, oziroma je to že malo bogoklitno, ne, če postaviš to pod vprašanje, ne. Preden jo je spoznal, je bila najbolj blesteča ženska, ne, in model Menra, je navdihovala, ne, cel krog, ne, teh ljudi, no potem je pa šla v norišnico. Zanimivo res. In to je cel niz teh muz, razen spet, če gremo zdaj v drug čas, pa ne v Pariz, Yoko Ono ni končala slabo, ne, za razliko od njenega. Spet ženska, ki je bila v bistvu osovražena od moških, ne vemo zdaj opravično, ne, to je zdaj vprašanje ljubiteljev Beatlov. Redke so te muze, tako imenovane, ki so bile hkrati tudi umetnice, da so dobile priznanje za svoje delo, pa da niso končali ali samomorom, ali v psihiatrični bolnišnici, ali pa s smrtjo. Je zelo zanimiv lik te Gertrude, ne, Gertrude Stein, ker je imela tako blazno avtoriteto v tem krogu, ne, Hemingwaya, pa teh ljudi, ki so bili izraziti mači, ne, mačoti. In je do te mere, ne, da je mož recimo se umaknil z gospemi, ki so prišle, pa z ljubicami, ki so prišle z možovi na debate, te literarne, se je umaknil v drug prostor, pa je Levo tam postregel, medtem ko so Gertrud ni prenesla, da bi drugi zrav sedeli in
druge ženske, no, zraven gledam, če nimajo nič opraviti z literaturo. Kako je bilo to v 20-30 ja, čeprav verjame ona za, ne bom rekla feministko, ne, ampak vendar eno žensko, ki je pač se potrudila, ne, svoje mesto v družbi. Hočete reči, da nam bi bilo pravzaprav lepše v salonu iz 17. stoletja pri kurtizani Madame de Ninon de L'Enclos, kjer so bile tako dobrodošle, tako ženske kot moški, ja, literarni Molière, zato, ker se v bistvu niso, je bilo njihovo mesto, da lahko ustvarjajo razmere za te pogovore. Ne pa da one iz tega, samo privatno črpajo iz tega, nektere so šle čez to, ampak mislim je pa razsvetljenstvo, v času razsvetljenstva, teh salonov francoskih, ženska aristokratinja, njena vloga je bila omejena na te salone, ampak čeprav si bil to javni prostor, pravzaprav, so te prostor javne aktivnosti, so one vendar svojo privatno ambicijo tam. In to so jim dovolili. Jaz pa mislim, da so si kar same vzele. Same so si vzele, ampak... Zato se mi zdi to obdobje tako pomembno. Konec koncev, Madame de Maintenon sicer ni imela ravno salona, se je poročila z unim pesnikom in na koncu je postala brez plemiške krvi pač žena Ludvika 14. To pa ni slab dosežek. Ja, seveda, ni slab dosežek. Za revno ženo pesnika. Ni slab dosežek. Ali pa za kurtizano, da potem pravzaprav z njenim denarjem omogoči študij in življenje Molièru. Tudi zelo zanimivo. In Molière potem spet v drugem obdobju je v teh kavarnah, mislim, da Le Procop, kjer pa tudi spet ženskam ni bilo dovoljeno vstopiti v moško družbo, kjer so se kovale velike ideje. Takole gre zgodovina. Ne vem pa zdaj, na kateri točki smo. Zavisno od dela sveta najprej. A še kakšna pariška izkušnja? Zdaj očitno tukaj moškim ni dovoljeno. Z redkimi izjemami, ne? Gospe so kino ljube. Kakšna pariška izkušnja mene zanimala zelo. Lahko tudi mene vprašate, če imam kakšno. Da skružiti. Ne se že. Malo prav narodno, seveda, sem to naredila. Nikakor. Mene pa to zelo lepo. Mislim, nažalost, veste ful več o Parizu kot jaz, tako da bi jaz to še poslušala. Zdaj mi je žal, zakaj nisem še študirati tega. Še čas. Ja, vse je. Vse je še čas, ja. Čas tako hitro mineva, da je še ena fakulteta, kar majhna stvar. Ja, meni se je zdel ta film tudi s tem koncem prekrasen, seveda. Se mi je zdel tako optimističen in v bistvu čisto popolnoma nostalgičen. S tem je bil seveda spet tako genialno scenaristično narejen, ker na začetku filma poslušamo tisti dialog v temi, poslušamo dialog med Gilom in njegovo to nevesto, ker on govori, kako je Pariz krasen v dežju, ona pa da dežja ne prenese in tako, in se konča, ne se obrne, da pač oba ta dež obožujeta in ima vse, če dežuje in skratka. Tako en tak lep, optimističen, nenasilen konc, tako da je lepo živeti v tem času, pa da se ne odrečeš vsemu, kar si doživel ali pa kar je bilo vsem tem lepotam. Samo vseeno, ker tako radi živite v tem času, če bi pa pripeljal mimo avto, tam... Takoj. Kam? Mene bolj zanima, kam?
Renesanso? Kaj ste rekli, ni mišli v renesanso? Kar skozi. Kam skozi? Skozi se reče. A je kar vsa obdobje, no pa nekje bi se ustavili, no. Kje bi se najraje? Mislim, jaz bi zelo rada srečala tudi Picasso v živo, tudi Hemingwaya, vse Dalija, tudi, mislim, to, ne, zgleda, da imamo vsi take naivne fantazije kot Woody Allen. Tudi to muzo, ne, sem za njo nisem čisto prepričana, a je bila ona res od vseh treh. A ste to vi kaj pogledali? Ne, to nisem pogledala. Ja, jaz tudi, če ti piše, pa da se večje sploh. Mislim, nič nenavadnega ne bi bilo, ampak ne, verjetno bi jo mogla kaj zaslediti, no, pa zdaj da bom to preverila. Ja, kar. No, ampak če zmeraj niste povedali, kam bi šli vi? Jasno, še nisem odličila. Ali ne? Dobro, si rada pustim odprta. Kaj pa to, v filmu, ne, se ta glavni junak vedno srečuje, recimo, z literati svojega jezika, torej angleščine. Tisti umetniki, s katerimi pa prihaja v stik, ki so pa recimo iz francoske kulture, so pa pravzaprav ali slikari ali režiseri. Med njimi pa recimo pogrešam res kakšnega, naprimer, francoskega literata, torej nekoga, ki bi bil v tem kontekstu še povezan z jezikom, pa ali se ga spregledala ali pa ga res ni. Oh, Ja. a to je za vas vprašanje? Ne, sploh ne. Zame sploh ni, ampak v tem pogledu se mi zdi ta film zelo amerikanski, ne? In tudi zelo tisto, kar mu nekateri očitajo, ne? Da so klišeji pa stereotipi pa tako naprej. A ne, en Proust je že malo bolj, dobro, pustimo, tle ne držni, ne? Ampak je že za Amerikanca povprečenega, je že Mislim, da je to. Pa Američan je, ne? Ki ga ta glavni junak je Američan. Ja, se zato, ker beseda ga zanima, ampak ga ne zanima francoska beseda, ampak nekdo od njegovih. Ja. Čeprav sebe pa najde pol v francoski literaturi, ne? V tisti knjigi, ne? Ki se najde. Samo ne vem, da je knjiga ali je napis, da je knjiga. Ne, knjiga je in knjigo je napisala ta Arjan, ne? Še ni? Ja, vi ste povedali točno to, kar bi jaz. Zato, ker se mi sploh ne zdi to sporno, ker je nalašč postavil klišejskega scenarista, ki hoče biti pisatelj in seveda mu najprej na pamet pride ta pač Hemingway, ne? Pa, kdo je še? Fitzgerald, ja. Oba po nekih interpretacijah strastno zaljubljena drugega, ne? Pa nerealizirana. Ker Hemingway bil pa je strašno homofob, ampak v zadnjem delu, ki je nedokončano, ne, v Rajski vrt, tam pa se pokaže ta njegova neka ambivalentna narava, no, moški, ženska. Zanimivo, ne? Bil je pripravljen tudi se na smrt stepst, ali pa, mislim, zelo agresiven do homoseksualnosti. Bil nekorektni. Ja. Zelda Fitzgerald, ja, v tem času bi bil nekorektni. Zelda Fitzgerald je pa je to zaslutila in celo ujela in videla in tudi ona je končala v Novičnici in tudi ona je pisala svoje dnevnike, ki jih je Fitzgerald v bistvu prepisoval, našel in prepisoval. Ko mu je zmanjkalo navdiha, ker sta pa oba res preveč pila, ne? In se zelo hitro pride možganske celice. To sem pa tudi v enem romanu, ki je dobil biografski roman. Zelda. Jo, to je res žalostno s temi informacijami. Ja. Kot je ura, A je še kakšno vprašanje? kdo pogledal, kdo planira potovanje v Pariz? Vedno, ne? Skozi smo v pripravljenosti.
No, potem bomo... Mogoče bom jaz še enkrat šel v Pariz, zato ker so bila pred 5-6 leti v Limu. Potem filmu pa je. To ni več, da na tak dan, pred 6 leti, ko sem bila takrat v Pariz, ni všeč. Brez duše sedeti. Ne, poletje je bilo, poletje se je bila. Sej ta Pariz, ki ga kaže, jaz sem rekla, da ga snema kot naravo, ampak v resnici to ni tako potekalo zagotovo, ne, in je veliko njegovih posegov, tudi tiste razglednice na začetku. Ta Pariz je tudi v tem pogledu tako, kot je v naših glavah populacija Pariza ni 100% bela, ne. V tem filmu, ne vem, a ste kaj opazili, kakšne Afričane? Ja, Košarja smo pravili. Ja, Celo malo Josephine Baker ni bilo. Josephine Baker je bila, to je čez drug. Ne sedim, Pariz ima pač svoje geto, tam se ljudje najtežje asimilirajo. Ko me je prijatelj pel v Zvezpo nek pomladni dan, sončen po Parizu, in sva šla v ta, bom rekla, kar črni geto, ker to je bila Afrika, kakršna ne vidiš v nobenem velemestu. Popolnoma primarna Afrika s turbani na sredi, se nobenih ulic, več na sredi se je kuhalo, živo barno, Maroko, no, mislim, skratka, absolutno ne. Tam so taki predeli, vse ni čudno, da se je pač pred leti začelo tam, ker so dovolijo, no, ne dovolijo. Lahko se grejo salonske levičarje, intelektualce, marksiste, ne vem kaj, socialiste, ampak v bistvu se pa ne bi. Ja, je zelo strukturirana družba in so Francozi tudi zelo zoprni, no, ampak ne bomo v tem filmu te stvari potegnili. Gospak, ste rekli, da boste šli mogoče v Pariz. Ta ulica, kjer je to stanovanje, je Rue Fleuris in je na drugi strani Luksemburškega parka. Na eni strani je tale Boulevard Saint-Michel, na drugi strani pa v park ta ulica pripeljeno, kamor so hodili ponoč, kjer so se ljubili. Tako en napotek, lep predel Pariza. Hvala vam. In hvala predvsem, da ste danes prišli v tem vremenu in da ste bili tukaj. Čez en mesec se vidimo. Hvala.